V Mestni galeriji Rimer je 4. marca potekalo odprtje razstave Stolp vetrov avtorice Tjaše Voh, diplomantke na Fakulteti za arhitekturo. Razstava predstavlja zaključke diplomske naloge, s katero nakazuje osnovne rekonstrukcijske posege na gradu Pogled v Mlačah. Projekt Stolp vetrov je bil predlagan za študentsko Prešernovo nagrado, zato ni potrebno posebej opozarjati na njegovo kvaliteto. Spoštovana razstavljavca Tjaša Voh in profesor, mentor Janez Suhadolc, spoštovani Leon Belušič, spoštovani Miran Gorinšek, župan občine Slovenske Konjice, spoštovane dame in gospodje. Lepo pozdravljeni na slavnostnem odprtju razstave Stolp vetrov. Razstava je nastala kot predstavitev diplomske naloge Stolp vetrov, ki jo je Vohova opravila lansko leto. Ker gre za vsebinsko in lokacijsko za projekt znotraj občine Slovenske Konjice, je za nas občane še toliko bolj zanimiv in vznemirljiv. 8 kilometrov izven Slovenskih Konjic se nahaja grad Pogled, grad je kvadratne oblike, pretežno iz 17. stoletja in ima 3 stolpiče. Po hipotezi naj bi imel 4, vendar 4. stolp najbrž nikoli ni bil zgrajen, mogoče pa je pogorel ali kako drugače propadel. Diplomska naloga izhaja iz predpostavke, da se v grad spet naseli regionalna oblast. Na mestu fevdalne oblasti naj bi grad postal sedež občine Slovenske Konjice. Razumljivo je, da bi bil grad ob takem posegu potreben temeljite prenove in rekonstrukcije. Ob tem se je avtorici projekta porodila misel o ponovni postavitvi domnevnega 4. stolpa. Ponujala se je trivialna rešitev po vzoru obstoječih stolpov, vendar se je odločila za ambicioznejšo rešitev, ki bi posvetila grad v novo funkcijo. Šlo bi v nekem smislu za akt iniciacije občinske uprave z demonstracijo aktualne arhitekturne ustvarjalnosti. Grad bi bil z dozidanim stolpom materialno in psihološko zaznamovan. Pa poglejmo, kdo je avtorica naloge oziroma projekta Tjaša Voh. Tjaša Voh, domačinka iz Loč, ki je pred 13 leti uspešno končala osnovno šolo v Ločah, je v osnovni šoli pokazala oziroma že kazala svojo ustvarjalnost, vsestranskost in predvsem likovno nadarjenost. Sodelovala je na številnih likovnih razstavah v Sloveniji in izven nje, izdelala je logotip osnovne šole Loče, bila izbrana za super pilovko v reviji Pil in tudi za naj osnovnošolko. V letih, ko je obiskovala srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, je sodelovala na različnih likovnih razstavah in kolonijah, kjer je prejela številne nagrade in priznanja, vodila je delavnice slikanja na svilo, leta 1999 pa je prvič samostojno razstavljala v galeriji Dic Ivana Cankarja v Ljubljani. Po končani srednji šoli, ko je postala modna oblikovalka, je sodelovala na razpisu za Zlati vulkan. V kategoriji modna skica in kreacija je med 167 udeleženci zasedla 3. mesto. Njene modne kreacije so bile izbrane med najboljšimi kreacijami, ki jih vsako leto predstavljajo dijaki 4. letnikov srednje šole za oblikovanje in fotografijo na zaključni modni reviji. Raznotere talente je pokazala tudi v dijaški dramski skupini Bara in kot sodelavka dijaškega časopisa Pozitiv. Pisala se je na Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani in v času študija imela 2 samostojni razstavi z področja arhitekture in dizajna. Sodelovala je na skupinskih arhitekturnih delavnicah in razstavah ter leta 2009 tudi diplomirala. Njeno diplomsko delo z naslovom Stolp vetrov je bilo predlagano za študentsko Prešernovo nagrado. Sledi glasbeni predah, na kitari bo nastopil Luka Preložnik-Šegel, učenec 5. razreda Glasbene šole Slovenske Konjice pod mentorskim vodstvom Zdravka Rumfa. Izvoli.
Vse bi lepo pozdravila. Na kratko vam bom opisala v bistvu, na kakšen način sem se lotila diplomske, oziroma kaj boste danes videli tukaj. V prvem delu, kot vidite, prvi panel predstavlja 3D predstavitev prostora, kako se ta stolp umesti v prostor. Gre, tako kot je že gospa Neja povedala, šlo je v bistvu za oblikovanje četrtega stolpa, oziroma vogala tega gradu. Potem imate naprej, lahko vidite tlorise, ki se spenjajo po etažah, zelo značilen prerez tega stolpa in na koncu je maketa in 2 fotografije te makete. Je pa tudi danes taka priložnost, da se lahko zahvalim določenim ljudem, ki so mi na tej poti pomagali. Prvo bi se zahvalila gospodu županu občine Slovenske Konjice, da mi je omogočil in mi prisluhnil to razstavo. Potem splošni knjižnici Slovenske Konjice, gospe Jerneji in na koncu vsem svojim najbližjim, ki so mi pomagali na moji poti. Za gospoda župana imam pa tudi eno majhno darilce. Tekom diplomske naloge se je rodila ideja, da bi mogoče lahko za župana tudi izdelali verigo oziroma lento. In to je v bistvu obesek te lente, ki je hkrati simbol občine Slovenske Konjice. Na razstavi je sodeloval tudi Tjašin mentor diplomske naloge Janez Suhadolc, arhitekt in grafični oblikovalec in redni profesor prostoročnega risanja na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, ki je predstavil svoje avtorske stole. Širši javnosti je Suhadolc poznan predvsem po stolih, še posebej prestolih, narejenih za papeža Janeza Pavla II., ko je obiskal Slovenijo. Razstavo je uradno odprl župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinček, odprtja pa se je udeležil tudi somentor naloge Leon Belušič. Program je glasbeno popestril učenec 5. razreda kitare iz Glasbene šole Slovenske Konjice Luka Preložnik Šegl.